Za marsikoga je eden največjih strahov nastop pred skupino ljudi. Kaj se takrat z nami dogaja in kako ta strah odpraviti, pa bo pojasnil Iztok Bevk. Dobro jutro želim. Dobro jutro, Žiga. S čim bi lahko strah pred javnim nastopom primerjali? S čim bi ga lahko primerjali? Kako velik strah je to? Pravijo, da je zelo velik. Tudi neke raziskave, ki so bile strah pred nastopom, uvrščajo kot enega najhujših strahov. Zdaj, zakaj pa do tega pride, to pa se da raziskovati in je strašno zanimivo. Kaj se takrat zgodi v nas? Jaz mislim, da je predvsem tu strah pred napako. Vzgojeni smo tako običajno, da se ne smemo zmotiti, da je napaka nekaj slabega, da potem ne bomo sprejeti, da ne bomo ljubljeni, če hočeš in tako naprej. Ne? Kaj si bodo pa ljudje mislili? Ne? Točno to, ne? Točno to. In seveda potem, če preveč razmišljamo, kaj si bodo ljudje mislili, je velika verjetnost, ali pa smo na dobri poti, da bomo s pozornostjo pri ljudeh in ne pri temi, ki jo želimo predstaviti, in nenazadnje ne pri sebi. Ne? Lahko odpravimo te napake s kakšno enostavno vajo? Predvsem se je treba, osnovno orodje je pozornost. Osnovno orodje je pozornost. Se pravi, jaz moram biti gospodar situacije. Znam usmerjati pozornost tako, kot jaz želim. Ne da objekt, o katerem govorim, usmerja mene, ampak da jaz usmerjam zadevo tja, kamor je treba. Se da to priučiti? Zagotovo, zagotovo. Kjer je želja, je tudi moč in je pot. Torej lahko potem takem vsak dober javni govornik? Ja, zagotovo. Zagotovo. Vse vemo, kako je nastal Cicero. Ne? On je cljal na začetku, pa tako naprej, pa vemo iz zgodovine, kdo Cicero je bil. Ne? Kjer je želja, je moč, sem rekel. In res je tako, ne? Za mene je tudi sam talent, ne? Ki se tako opeva in zagotovo je potrebno, ne? Pri enih stvareh. Ampak mi je najbližja definicija talenta mi je, da je talent želja po ustvarjalnosti. Več ko je želje, več je ustvarjalnosti in več ko je talenta, več je želje po tem, da bom to razvijal. Dajva en preprost primer. Ja? Eno preprosto vajo, kako se recimo temu pred javnim nastopanjem, pa naj gre to za razgovor za službo ali ne vem, pred morda kakšnim drugim dogodkom, kako se pripraviti ustrezno. Kaj naredite? Je to globoko dihanje? Ne vem. Poznam veliko ljudi, ki imajo različne pristope, eni globoko dihajo, drugi spet kaj spijejo. Kateri je bolj pravi? Mogoče morajo globoko vdihniti in potem nekaj spet hecam se. Dihanje je en tak osnovni življenjski proces, na katerega je fajn biti pozoren. Se pravi, če uspemo obvladovati dihanje, bomo uspeli obvladovati situacijo, zagotovo. Zdi pa se mi, vsaj iz izkušenj sodeč, da je predvsem treba natrenirati to, da se počutim v svoji vlogi, v tem, kar počnem, udobno, naravno in potem sem iskren. Prva minuta je vedno najtežja pri javnem nastopanju. Kaj, če gre tudi po tisti prvi minuti vse navzdol? Lahko je prva minuta neudobna. Predvsem zato, zopet, kot sem na začetku govorila, da morda nisem še toliko pri stvari, kot se reče, lahko pa se zgodi to kasneje. Ker mi morda se na začetku še uspem zbrati, pa tako naprej, pa peljem, pa je potem nek blackout, kot se reče. Zato je vsaj moje mnenje tako, da enostavno peljati je treba zadevo, treba imeti rad zadevo, o kateri govoriš, ker če sam nisem navdušen nad njo, bom težko navdušil ostale. In predvsem pa vedeti, zakaj to počnem. Nekateri to počnejo zaradi egotripa. Ja, res je. Res je, ego sam po sebi z njim ni nič narobe. Težava je verjetno takrat, ko začne on obvladovati nas in ne mi njega. Kako se naučimo in kje se lahko naučimo obvladovati ta egotrip, da ne bo večji od nas in da bomo lahko konec koncev dobri javni govorniki, igravci konec koncev. Ja. Kot sem rekel, z egom samim ni nič narobe. Težava je takrat, ko potem postanejo stvari same sebi namen. Se pravi, jaz, ljudje so zaradi mene, stvari se zaradi mene dogajajo, pa vemo, da ne nazadnje temu ni tako. Slej ali prej na življenje
izuči, da so stvari povezane, da smo povezani med seboj in tu je zelo važen namen, zakaj neke stvari počnem, a jih počnem iz te potrebe, da bom sebe pokazal, kako sem fajn in čudovit in sploh ne, ali želim nekaj dobrega dati, ne. Vsega tega se lahko ljudje naučijo v Rušah, v Slovenski Bistrici, v Mariboru, v knjižnicah. Mislim, da lahko ure izvedo na spletnih straneh. Prijavite se še vedno lahko na istok.bevk@korak.org. Vsi podatki znani, jasni, veliko učencev in veselja želim. Istok. Hvala lepa.